Lepo pozdravljeni. Škodo, kot jo lahko vidimo danes, so na že dodobra načetem mostu čez Krko na Borštvu povzročile narasle vode reke in naplavljena debla ter veje. Ti so povzročili, da se je eden od stebrov na sredini lesenega mostu udrl, most pa se je sesedel. Zdaj je neprevozen in seveda popolnoma zaprt za promet, vendar ga, kot kaže, kmalu čaka zamenjava. Preverili smo, kdaj in kakšen bo most. Občina Brežice je že lani novembra naročila geološko-geomehanske raziskave in ima zdaj že vse podatke o dnu struge reke Krke. Pripravili smo že projektno nalogo in na podlagi teh geomehanskih raziskav in pa projektne naloge bomo zdaj v mesecu januarju objavili javno naročilo. Javno naročilo bo vsebovalo tako projektiranje novega mostu, kot tudi samo izvedbo oziroma gradbena dela. Če bodo uspešni pri javnem naročilu, če torej dobijo izvajalca, bodo z deli predvidoma začeli maja ali junija letos, končali pa septembra. Most bo popolnoma nov in bo zelo podoben mostu v Cerkljah ob Krki, ki smo ga zgradili pred 2 leti. Bo še zmeraj lesen most, malo bo razširjen, širina mosta bo zdaj 4 metre, se pravi širina voziščne konstrukcije. Most sicer ni spomeniško zaščiten, je pa želja tamkajšnjih prebivalcev, da ohrani svoj značilen videz, torej lesen. S tem, da bo spodnja nosilna konstrukcija kovinska, takšna kot pri mostu v Cerkljah ob Krki. Največji problem pri teh mostovih na Borštu je bilo zmeraj to, da te nosilni piloti niso bili nikoli zabiti dovolj globoko. In zdaj te geološko-geomehanske raziskave so pokazale, da mora biti temeljenje pod dnom reke Krke globoko od 4,5 do 6 metrov bo temeljeno. To je bil osnovni problem pri vseh mostovih do zdaj. Precej večji bo tudi razpon med nosilnimi skupinami pilotov. Na obstoječem mostu je okrog 6,5 do 7 metrov, na novem mostu bo pa tako isto kot na mostu v Cerkljah, bo 9-metrski razpon. Tako da se tudi te naplavine in to plavje ne bo zaustavljeno na mostu. V proračunu občine Brežice za leto 2023, ki so ga že sprejeli, imajo za nov most rezerviranih 600 000 evrov. Za sofinanciranje pa se dogovarjajo tudi z obrambnim ministrstvom. Ministrstvo za okolje in prostor je jedrski elektrarni v Krškem izdalo okoljevarstveno soglasje za novih 20 let obratovanja. S podelitvijo okoljevarstvenega soglasja v postopku čezmejne presoje vplivov so sodelovale sosednje države in Nemčija, je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v NEK-u opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje za dodatnih 20 let do leta 2043. Slovensko vojaško letalstvo 12. januarja praznuje svoj dan v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije, ki sta ga leta 1919 opravila pilota Vinko Peternelj in Francu Pančič. Ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva so v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki pripravili slovesnost. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so s slovesnim postrojem pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva. Na slovesnosti je zbrane nagovoril obrambni minister Marjan Šarec, ki je vojaškim letalcem ob prazniku čestital in napovedal boljše čase za slovensko vojsko. Kot se je izrazil, sta po sušnih časih proračuna za letošnje in naslednje leto spodbudnejša. Tudi kar se tiče letalstva, imamo ambiciozne cilje. Imamo namen vlagati v novo floto, imamo namen vlagati v nove kapacitete, predvsem pa tudi v gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga bomo pričakali po vsej verjetnosti letos. Namen pa imamo kupiti še eno transportno letalo. Mi smo veseli vsake nove pridobitve, kajti vsaka nova pridobitev pomeni tudi tehnološki napredek, pomeni izzive za mlade ljudi in pa seveda pomeni določene povečanje zmogljivosti slovenske vojske. Naloga 15. polka je, da pripravi vso potrebno osebje
da ta sredstva sprejme in jih, da rečem, na začetku uvede v začetne operativne zmogljivosti, čez nekaj časa pa tudi v končne operativne zmogljivosti. Tehnika, ki jo uporabljajo v 15. polku vojaškega letalstva, je stara približno 30 let. Posodobitev vojaškega letališča sicer traja od leta 2008, trenutno pa so v zaključku izvedbe prve od 2 faz. Vse skupaj investicija in NATO delež je 41,5 milijona evrov, slovenski delež pa je bil 32 milijona evrov. Od tega pa lahko rečemo, da v tem času, ker tudi Slovenija plačuje svojo članarino za te NATO investicije, mi smo do sedaj plačali 24 milijonov in glede na ta NATO delež 41,5 milijonov, lahko rečemo, da smo neto prejemniki v bistvu NATO sredstev pozitivno. Po besedah generalnega direktorja Direktorata za logistiko na Ministrstvu za obrambo se je druga faza posodobitve letališča že začela. Ocenjena je na 82 milijonov evrov, od tega znaša slovenski delež 22 milijonov evrov. V tem slovenskem deležu niso samo aktivnosti vezane za tudi podporno funkcijo slovenske vojske, so pa tudi taki primeri investicije, kot je izgradnja hangarja za ta naš objekt, za naš letalnik nov, transportno letalo in tudi druge vzdrževalne kapacitete za potrebe slovenske vojske, izključno za potrebe slovenske vojske. V Cerkljah ob Krki bodo v sklopu te faze uredili še nekaj drugih posodobitev, tudi skladišče za strelivo in infrastrukturo za zagotovitev zadostnih količin goriva. V načrtu je tudi obnova oziroma novogradnja kerozinovoda do letališča. Stari se odstrani, se pripravlja informacija v bistvu, kam naj bi šel ta nov kerozinovod, cevovod v bistvu, druga zgodba je. Ko bodo projektanti pripravili vse te informacije, pa glede na okoljska poročila, ki jih pa moramo narediti, takrat bomo imeli večje informacije. Na slovesnosti ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva so najzaslužnejšim pripadnikom podelili medalje, plakete in zahvale 15. polka vojaškega letalstva, novemu tehniku letalcu pa letalski znak krilca. Zaradi posodobitev vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki so potrebne nove zaposlitve. Pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Milan Žurman je na novinarski konferenci dejal, da so pričeli z zaposlovanjem tako pripadnikov stalne sestave, kot tudi pogodbene rezerve Slovenske vojske. V letalski bazi Slovenske vojske, kjer je trenutno zaposlenih 400 pripadnikov, iščejo novih 100 sodelavcev za stalno sestavo Slovenske vojske. Potrebe zaposlovanja so zaradi tega, ker je cilj samega projekta modernizacije letalske baze, da torej še naprej ostane glavna letalska baza Slovenske vojske in pa predvsem cilj naših zavez v zavezništvu v zvezi NATO, da letalska baza Cerklje postane prednja letalska baza za potrebe zavezništva v primeru vaj in pa operacij. Žurman je dodal, da je letalska baza načeloma nepremestljiva enota, ki od zaposlenih ne bo terjala selitve drugam. V vojski sicer nikoli ne veš, kaj je premestljivo, kaj je nepremestljivo, ampak lahko rečem s 95% gotovosti, da je to nepremestljiva služba. Se pravi, mi predvsem zdaj iščemo podporno osebje, tako kot sem prej omenil, recimo gasilske službe, voznike, podporo. V primeru potreb bodo vpoklicali na delo tudi 100 pripadnikov pogodbene rezerve, predvsem za varovanje letališča. Pogoj za to je odslužen vojaški rok oziroma nudimo usposabljanje temeljno za pridobitev letega, starost 18 do 50 let, z možnostjo službovanja do 60 let. Obveznost teh pripadnic in pa pripadnikov je pa nekaj 30 dni na leto, z dnevnim nadomestilom, se pravi, ko Slovenska vojska potrebuje pač te pripadnice in pripadnike, na podlagi potreb pač vpokliče na službo. Z izzivi pri iskanju novih sodelavcev pa se soočajo v domovih starejših občanov. Na zaostrovanje kadrovske krize sicer že dlje časa opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Domovi namreč kljub ponavljanju razpisov ne morejo dobiti delavcev, ki so nujni za njihovo delovanje. Težave se pojavljajo tudi ob bolniških odsotnostih. Kakšno je stanje v Domu starejših občanov Krško? V Domu starejših občanov Krško je zaposlenih 116 delavcev, s čimer trenutno zadostujejo kadrovskemu normativu o številu zaposlenih. Po besedah direktorice doma Nuše Masnik se težave pojavijo ob potrebah po nadomeščanju. Seveda je problem nadomeščanje v primeru bolniških in dolgotrajnih bolniških in pa tudi krajših bolniških, to so bolniške do 20 delovnih dni, ko bi sicer zaposlili včasih nekoga za določen čas, zdaj takšnih zaposlenih sploh več ni.
vse zaposlujemo za nedoločen čas in tudi ob razpisu za nedoločen čas ni več takšnega navala na delovna mesta, kot je bil včasih. V preteklosti se je na eno razpisano delovno mesto prijavilo 15 in več ljudi. Zdaj morajo posamezen razpis ponoviti večkrat. Najtežje pridobivamo nove kadre v zdravstvu, največji problem je za bolničarji. Mislim, da je to poklic, ki pravzaprav izginja. Mi imamo srečo, da smo v lanskem letu ponudili došolanje 5 svojim zaposlenim in jih vseh 5 je končalo, ena pa še končuje izven tega. Tako da imamo trenutno 5 pripravnic bolničark in smo na varni strani. Za razliko od nekaterih domov v Krškem, kot omenjeno, zadostujejo kadrovskemu normativu, vendar se lahko z upokojitvami to hitro poruši, kar predstavlja 2 veliki nevarnosti. Največja nevarnost je, da ne moremo zagotavljati varnega in kakovostnega dela, s katerim nudimo našim stanovalcem vse tisto, do česar so upravičeni. Druga nevarnost pa je to, da zaradi prevelike obremenjenosti prihaja do preutrujenosti in izgorelosti zaposlenih, ki delajo. Kmalu se bodo upokojile 4 bolničarke, na kar se že pripravljajo. Najprej z razpisi, ker kljub vsemu pa vsake toliko časa nas pa prijetno preseneti, pride nekdo ali mogoče zaradi selitve, bližine, bliže zaposlitve ali česarkoli drugega tudi vprašati, če potrebujemo nekoga, tako na ta način smo zdaj dobili 2 zaposlene nove. No, moram povedati tudi, da imamo primere, ko delavci odidejo in pridejo nazaj. Svojim zaposlenim pa bodo znova ponudili možnost za vključitev v došolanje za opravljanje poklica bolničarja. Ostajamo v domu starejših občanov Krško, kjer so v petek praznovali 100. rojstni dan stanovalke Ljubomire Žarn oziroma po domače Mire. Rojena je 10. januarja 1923 v Krškem, kjer je obiskovala osnovno šolo. Izobraževanje je nadaljevala v samostanu v Dolenjskih Toplicah. Kot nam je zaupala njena hči, je še posebej blizu glasba, saj je v mladosti rada prepevala in igrala na klavir. Za domače sosede in prijatelje je celo pripravljala krajše koncerte. Nisem si mislila, da bo čakala 100 let, ne. Večkrat je rekla, da ima že vsega dovolj, da ona bi šla, ne, jo nekam odpeljem, ne. Ampak se reka, mami, moraš počakati do 10. januarja, 100 let pa moramo slaviti, ne. Ampak drugače pa včasih je dementna, včasih ni nič, če vse dobro ve, pa vse pozna. V glavnem je pa, mislim, včasih zna biti tudi zahtevna, ne, želi, da bi bila vsak dan pri njej, pa čim več. Če grem domov, pa se včasih razjezi, pa pravi, zdaj te pa nimam več rada, veš, ker greš domov. Ampak nasplošno pa se imamo pa zelo rada in jaz sem srečna, da imam sam njo še imam, ona pa mene in želim, da bi še nekaj časa gurala naprej, ker v bistvu je zdrava, ne, razen kaj je dementna. 93 let je bila stara, ko je prišla v dom, zaradi tega, ker je bila preveč poskočna, pa je po stopnicah padla, pa si nogo zlomila, potem se pa ni hotela več na noge postaviti. Tako da je na vozičku, drugače bi pa ona lahko bila še sama in do takrat ni bila nič dementna, vse je skrbela sama za sebe, sama bila v hiši, brez vsakih problemov, ne, ampak potem se pa ni več dalo, tako da zdaj je pa tukaj. Je tako, mamči? Za konec poglejmo še na naš spletni portal posavje.com, sledijo najbolj brane novice preteklega tedna. Spoštovane gledalke in gledalci, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Nasvidenje.